Pravna fakulteta je ob koncu Prve svetovne vojne postala ustanovna članica Univerze v Ljubljani. Že takrat je pravo igralo pomembno vlogo v družbi, ki je mogoče resnično zasnovati le na temelju pravil mirnega človeškega sobivanja. Poudarjen pa je bil tudi mednarodni značaj naše fakultete. Fakulteta pa ni le najstarejša pravna fakulteta v Sloveniji, temveč ves čas svojega obstoja neguje tradicijo odličnosti in kakovosti. Kot akademska skupnost profesorjev in študentov je uveljavljena raziskovalna in pedagoška institucija doma in v tujini. Njeno poslanstvo temelji na akademski svobodi, ki zagotavlja ustvarjalnost, na sodelovanju in solidarnosti, etičnem in odgovornem odnosu do sveta, pravičnosti, vladavini prava in pravni državi. Prepričani smo, da mora kakovostno poučevanje temeljiti na poglobljenem raziskovalnem delu. Samo tako je mogoče trajno zagotavljati najbolj kakovosten program izobraževanja za tradicionalne pravniške poklice v pravosodju, pa tudi drugod, kjer prihaja do izraza široko pravno znanje. Pravo je dinamično in življenje pravnika je zmeraj polno izzivov. Zato je prav, da že v času študija študentje spoznajo tudi druge pravne ureditve, s primerjalno metodo in študentskimi izmenjavami, ter praktična pravniška opravila, vključno številnimi študentskimi tekmovanji in gostujočimi predavatelji. Praktične izzive lahko odlično obvladajo prav zaradi dobre teoretske podlage, saj življenja ni mogoče v celoti vnaprej predvideti. Pri tem pa morajo ostati konstruktivno kritični, tako do fakultete kot družbene ureditve in storiti vse, da se pravni položaj izboljša za čim večje število ljudi. Dobrodošli na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer prava kot umetnosti dobrega in pravičnega ne boste le spoznali, temveč ga tudi razumeli in živeli. Na naši spletni strani najdete seznam akreditiranih visokošolskih zavodov in študijskih programov ter evalviranih višjih strokovnih šol skupaj s poročili strokovnjakov in odločitvami sveta agencije. Spletna stran je v celoti prilagojena osebam z različnimi oblikami invalidnosti in oviranosti.